Dan še enkrat iz Uredništva Večera in dobrodošli v Večerovi spletni svetovalnici projekta Moj nasvet je moj uspeh. Dober nasvet je zlata vreden pravi pregovor. Za marsikoga je dober nasvet tudi neprecenljiv, sploh v poslu. Predvsem pa lahko dober nasvet ali izkušnja iz prve roke reši marsikatero dilemo in prihrani veliko slabe volje. V poslu tudi denarja. V Uredništvu Večera zato skupaj s partnerji v okviru projekta Moj nasvet je moj uspeh pripravljamo tudi spletno svetovalnico, kjer bodo na vaše vprašanja in dileme odgovarjali strokovnjaki različnih področij. Danes sta z nami Ana Vičevič iz podjetja Konzilium pravno svetovanje, strokovnjakinja za pravno svetovanje podjetjem, in Vesna Cek iz podjetja RVC, strokovnjakinja za finance. Dobrodošli. Hvala. Hvala za vabilo. Z veseljem. V tokratni svetovalnici, ki smo jo poimenovali Vzemite pravne in finančne vajeti v svoje roke, bomo govorili o 4 glavnih področjih, seveda bomo odgovorili še tudi na kakšno vprašanje. Prvo področje bo pogodba o zaposlitvi. Govorili bomo predvsem o nujnih sestavinah pogodbe o zaposlitvi, pa tudi o tistih sestavinah, ki niso nujne, so pa morda še bolj pomembne od nujnih sestavin. Govorili bomo o razpisni dokumentaciji, predvsem o stvareh, ki so največkrat prezrte, še posebej takrat, ko v podjetju prejmemo denar. Govorili bomo o delovnem času in o obveznih pravilnikih za evidentiranje delovnega časa, predvsem pa tudi o novostih evidentiranja delovnega časa, ki začnejo veljati 20. novembra. Pregovorili pa bomo tudi o pripravah na oddajo letnega poročila za leto 2023 in svetovali, kaj bo zelo pomembno. Tako bi začeli kar s prvim področjem, in sicer smo povedali debato o pogodbi o zaposlitvi. Ano bi povabil za ta prvi, predvsem pravni vidik sestave pogodbe o zaposlitvi, tako da predam besedo, izvolite, Ano. Ja, hvala lepa za besedo. Mogoče za začetek, pogodba o zaposlitvi je en tak dokument, ki smo ga v podjetju vsi zelo navajeni, poznamo jih, velikokrat jih podpišemo ali pa smo jih podpisovali še, ko smo bili zaposleni sami, in zato jo tudi velikokrat spregledamo. In v bistvu pri pogodbi o zaposlitvi vedno ločimo tiste nujne sestavine, ki nam jih predpisuje zakonodaja. Sem noter pašejo predvsem določitev plače, opis delovnega mesta, pa s tem povezane naloge, ki jih bo naš zaposleni opravljal, ali gre za polni delovni čas, za skrajšan delovni čas, pa seveda ali gre za nedoločen čas ali pa pogodbo za določen čas. To so te neke osnovne sestavine, ki nekako morajo biti v vsaki pogodbi o zaposlitvi. Poleg tega je pa v naši zakonodaji tudi zelo veliko kolektivnih pogodb, ki zavezujejo na enak način kot zakonodaja, ampak so vezane na določeno panogo ali pa na določeno področje. Tako da kolektivne pogodbe so že en prvi tak hakeljc, kjer se lahko zataknemo ali pa spregledamo kakšno obveznost, ko kot delodajalci poskušamo nekoga zaposliti na novo ali pa skleniti pogodbo o zaposlitvi. Zdaj, druga tematika, ki se odpre pri pogodbi o zaposlitvi, je tudi sam razpon. Gre za to, da lahko kupimo pogodbo o zaposlitvi v DZS-ju, pa je tipski obrazec, jo najdemo na internetu, vprašamo kolega, prosimo pravnega strokovnjaka, da nam jo pomaga, skratka 1000 in en način je, kako dobiti pogodbo o zaposlitvi, hkrati smo pa s to pogodbo zelo domači. In tukaj v bistvu poskušamo odgovoriti na nekaj vprašanj oziroma dati neke iztočnice, ki vam bojo pomagale krmariti med tem, kdaj se odločiti za res neko konkretno pogodbo o zaposlitvi oziroma mogoče prevetriti vaše. In jaz bi zdaj izpostavila 3 take tipične klavzule, ki niso nujne, niso obvezne po zakonodaji, so pa zelo pomembne za podjetja. In prva je v bistvu določba o avtorskih pravicah. Tega se ponavadi v pogodbo o zaposlitvi ne daje, hkrati pa je zelo pomembno vedeti, da če vaš zaposleni ustvarja neko avtorsko delo, to je lahko tudi recimo programska koda, potem to delo, ki ga je on ustvaril, pripada delodajalcu samo za obdobje 10 let. Mogoče se zdaj zdi to zelo veliko, ampak če gre za nek pomemben del vašega softverja ali pa kaj takega, potem sigurno želite imeti kontrolo nad tem delom več kot 10 let. Po 10 letih pa se vse te avtorske pravice vrnejo nazaj k vašemu zaposlenemu in on ima v bistvu pravico
tudi zahtevati prepoved uporabe oziroma vi morate potem to delo od njega odkupiti. Tako da prenos avtorskih pravic je definitivno smiselno urejati v pogodbi o zaposlitvi, kadar zaposlujete kader, ki bo taka dela opravljal. Potem imamo v bistvu še eno malenkost, kot je varovanje poslovnih skrivnosti. Tudi tukaj zelo velikokrat pozabljamo, da naši zaposleni dostopajo do poslovnih skrivnosti podjetja in da v bistvu smo mi tisti, ki smo dolžni te skrivnosti tudi nasloviti in jih ustrezno varovati. In tudi to je ena varovalka, ki jo v bistvu pogodba o zaposlitvi omogoča, če seveda take določbe vključimo notri. Potem pa še zadnja taka tipična zadeva je pa recimo konkurenčna klavzula. O tem se zelo veliko govori, zelo velikokrat jo vidimo v pogodbah o zaposlitvi, ampak zelo malokrat je dejansko napisana na tak način, da bi zdržala pred sodiščem. Mogoče najprej za začetek, da ločimo konkurenčno klavzulo pa konkurenčno prepoved. Konkurenčna prepoved se nanaša na delovanje med trajanjem pogodbe o zaposlitvi, to se pravi med delovnim razmerjem. Konkurenčna klavzula je pa tista, ki je ponavadi pri delodajalcih najbolj zaželena in v bistvu prepoveduje opravljanje določenih del po prenehanju delovnega razmerja. Moramo se pa zavedati, da to konkurenčno klavzulo moramo vložiti v pogodbo o zaposlitvi, to se pravi, mora biti sklenjena vnaprej, ne potem, ko je delovno razmerje že enkrat prenehalo. Hkrati pa jo mora spremljati tudi določitev nadomestila, ki ga mora delodajalec plačevati za čas, ko želi, da konkurenčna klavzula traja. In tukaj večina v bistvu delodajalcev pogrne, ker tega nadomestila ne vključijo v samo konkurenčno klavzulo, s tem pa v bistvu celotno konkurenčno klavzulo povzročijo njeno ničnost. Tako da ja, to bi bile neke take kratke iztočnice. To je hkrati tudi že to, kar pač opažate pri podjetjih, da pogosto izpustijo. A je ta višina nadomestila kje kakorkoli določena? Ali so kakšne smernice? Ja, višina nadomestila je v bistvu določena z zakonom, tako da mora biti vsaj 1/3 povprečne plače, ki jo je delavec prejemal v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem. To se pravi, to je minimum, lahko pa v bistvu delodajalec določi tudi višje nadomestilo. Kaj so še iz mogoče prvih 2 segmentov tiste stvari, ki jih opažate pri slovenskih delodajalcih najpogosteje, da nanje pozabljajo in da so zato morebiti kasneje kakšni izzivi, ki bi se jim dalo z neko naprejšnjim razmislekom izogniti? Mogoče je zelo pogosta napaka pri sklepanju pogodb za določen čas. To se pravi, pogodba za določen čas v našem zakonu o delovnih razmerjih je v bistvu smatrana kot anomalija, medtem ko pa je v praksi dejansko najbolj pogosta. In kar delodajalci pogosto pozabijo pri sklepanju pogodbe za določen čas, je, da je lahko sklenjena samo iz enega izmed taksativno določenih razlogov, ki jih imamo v zakonu. In če ta razlog ni zapisan v pogodbi in ga delodajalec ne uspe dokazati v morebitnem sporu pred sodiščem, potem bo dejansko sodišče razglasilo to pogodbo za nedoločen čas. To pa v bistvu predstavlja zelo veliko finančno breme za delodajalca, še posebej, ker ga v bistvu niso načrtovali. Torej, pri pogodbi za določen čas je res pomembno, da si pogledate tisti seznam in izberete ta pravi razlog, zakaj zaposlujete za določen čas. A je to neko prekomerno povečanje dela, ki ga ne morete kontrolirati in razparcelirati po obstoječih zaposlenih, pa hkrati ni dovolj, da bi zaposlili nekoga za nedoločen čas, ali gre mogoče za nadomeščanje, tukaj je zelo pogosta dolgotrajna bolniška odsotnost ali pa mogoče porodniška, a gre za neko sezonsko delo, to se pravi, enega izmed teh razlogov je treba zbrati in ga tudi znati pravilno zagovarjati. Super, hvala. En finančni vidik smo že omenili, seveda vsaka pogodba o zaposlitvi je neogibno povezana tudi s stroški dela in z njihovim načrtovanjem. Vesna, je to finančno načrtovanje v bistvu verjetno danes še bolj pomembno, kot je bilo? Ja, v bistvu je vsaka posledica sklenjene pogodbe nek strošek, ki se izraža v bilanci. Zdaj zaposleni so seveda tudi naložba, ne samo strošek. Jaz bi pa predvsem se tle navezala na planiranje samih stroškov. Strošek dela je ponavadi v vseh stroških zavzame tam 70 do 80%, tako da je
samo planiranje za naslednje leto ali pa srednjeročno obdobje, o številu zaposlenih, o pogodbenih partnerjih, o projektih zelo pomembno. Zlasti, če se nanaša to na neko večjo investicijo, je planiranje stroškov dela toliko bolj pomembno. Pomembno jih je zaznati, ovrednotiti in vse zadnje tudi kontrolirati. To se pravi, da ostane neka investicija v okviru planirane. Je nujno potreben kontroling oziroma spremljava stroškov. Zdaj, v sami bilanci, če planirate bilančno, je pomembno, da to razdelite na 4 kategorije. To se pravi, to je sama plača, prispevki iz pokojninskih zavarovanj, prispevki iz drugih socialnih zavarovanj, kar je strošek delodajalca, in tudi drugi stroški povezani z delom. To so recimo odpravnine, jubilejne nagrade, regres, nadomestila za prevoz, za prehrano. To je vse, so neki segmenti, ki so nujno potrebni po zakonu, da jih delodajalec nudi zaposlenemu. Mora se zavedati, da te stroški obstajajo, da jih je potrebno plačati, potrebno evidentirati v bilancah in zato tudi planirati. Zdaj, če se namerava na naslednjem letu zaposliti eno osebo, je pomembno, da veste, kdaj potrebujete. Ali je to potem letna obremenitev stroška dela za pol leta, na koncu leta. Tukaj je bistven premislek o tem, kdaj bomo zaposlovali in v kakšnem številu. Super, hvala. Kaj so mogoče tiste najpogostejše napake, ki jih opažate pri slovenskih podjetjih? Na kaj bi veljalo še posebej opozoriti? Na kaj se pozablja? Ja, jaz mislim, da še vedno, pa tudi so raziskave, ki so bile v preteklosti, da večina podjetij ne planira. V bistvu sploh ne planira, pusti si karkoli, ne postavlja ciljev, da bi lahko zasledovali v bistvu in kontrolirali svoje poslovanje in pač obvladovali vse stroške. To je seveda dobra iztočnica. Bi rekel, da je po tem koronskem obdobju, po gospodarskih izzivih, s katerimi se soočamo, danes planiranje še bistveno večjega pomena, kot je bilo pred 4 leti, ne? In seveda s tem prehajamo že tudi na razpise, na razpisno dokumentacijo, na področje, ki je v zadnjem letu ali pa v zadnjih 3 letih, predvsem zaradi vseh izzivov, ki sem jih omenil, dejansko na nek način tudi pomagalo podjetjem v nastali situaciji. Kaj so najpogosteje prezrte stvari, ko govorimo o razpisih, o prijavah, o razpisni dokumentaciji, pa seveda tudi o tem, ko podjetje denar prejme? Jaz opažam, da so podjetja v bistvu zelo dobro obveščena, kako se kje najdete razpise, kako v bistvu izpolniti vlogo, kakšni so ti koraki. Potem, ko je pa enkrat že vloga odobrena, se pa kar malo pozabi na kar nekaj obveznosti, ki nastanejo v bistvu iz tega odobrene vloge. Podjetje ima 45 dni časa, da pripravi zahtevek za črpanje, to se pravi, kjer ovrednoti še enkrat vse stroške, upravičene stroške, ki jih je navedel na vlogi, jih mora seveda navesti tudi v zahtevku za črpanje. To so tako imenovani upravičeni stroški, ki se lahko tudi delno spreminjajo, pač razpisovalec je toliko fleksibilen, da se do neke mere ti stroški lahko spreminjajo od tistega, kar je bilo navedeno na vlogi. Ne sme se pozabiti, da so v večini primerov, tleh jaz govorim sploh za te razpise za Slovenski podjetniški sklad, potrebno menice, ki so dane v zavarovanje, to se pravi, te menice je potrebno fizično kupiti v DZS-ju, jih izpolniti, podpisati in skupaj z menično izjavo poslati na naslov razpisovalca. To še vedno poteka papirno, tako da je nekaj
nekaj že elektronsko, nekaj potrebno pošiljati po pošti in nekaj po mailu. Jaz upam, da se bo to kmalu spremenilo, da bo to vse elektronsko in bo olajšalo to poslovanje in tudi ljudje bojo oziroma podjetja bojo bolj oziroma lažje pošiljale te zadeve. Potem je tukaj še podpis kreditne pogodbe, kjer to vse nekako ovrednotimo. Ima ponavadi veliko nekih zahtev iz naslova GDPR-ja in iz naslova še drugih obveznosti, kako se dokazuje upravičenost stroškov. Potrebno je razpisovalcu poslati račune in potrdila o plačilu, da v bistvu upravičiš prejem teh sredstev. Tako da jaz bi tukaj prosila potem Ano, če se mogoče naveže na neke te klasične sestavine, te kreditne pogodbe, ki velja pravzaprav za vse prejemnike sredstev. Ja, mogoče ta kreditna pogodba je en tak poseben dokument, kjer se podjetja, ki se prijavljajo na razpise, srečajo s pogodbo, ki jo v bistvu ne morejo spremeniti. To se pravi, pogodba je fiksna, pogoji so določeni in nimamo nobenega manevrskega prostora, da bi poskušali prilagoditi obveznosti ali pa kakorkoli si narediti to pogodbo bolj pisano na kožo našemu podjetju. Zato je v bistvu še bolj pomembno, da preden gremo v podpis te pogodbe, res razumemo vsako določilo. Ali gre za določena tveganja, ki jih ta razpis prinese. To predvsem razmišljamo o kakršnihkoli drugih pomočeh, ki smo jih mogoče že koristili, pa se nismo prepričali in bomo mogoče zaradi tega prekoračili določene pogoje. Potem imamo recimo klavzule o GDPR-ju, ki si ga ti, Vesna, omenila prej. Tukaj je seveda treba spoštovati določila GDPR-ja, Zakona o varstvu osebnih podatkov in še posebej, če imamo projekt, kjer je več partnerjev, se tukaj pojavljajo vprašanja o skupnem upravljanju osebnih podatkov, mogoče tudi v pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, ko morajo partnerji v projektu ta določena razmerja med sabo razčistiti in tudi prevzeti odgovornost za obdelavo osebnih podatkov, ki jo bojo izvajali tekom projekta. Največ težav pa mogoče predstavlja v resnici zagotavljanje rezultatov dela. Tukaj veliko naročnikov oziroma tisti, ki se prijavljajo na razpis, potem iščejo določene načine, kako bi te rezultate ohranili na tak način, kot so jih v pogodbi se zavezali ohranjati, ker največkrat razpisna dokumentacija zahteva, da določen rezultat, ki ga je seveda določen razpis pomagal financirati, tudi nekaj let po prenehanju tega financiranja še zagotavljate v taki meri, kot ste se ga zavezali. In tukaj je eden izmed takih lukenj, ko se ljudje ne pozanimajo o tem, kakšne so njihove obveznosti, ne preberejo pogodbe, ker itak je ne morejo spremeniti, potem pa se znajdejo v težavah zaradi kakšne obveznosti, ki je bila spregledana na ta račun. Super. Hvala, Ana. Je še kaj, kar moram na tem področju dodati? Pač govorili smo o razpisih, razpisnih pogojih, o kreditnih pogodbah iz tega naslova. Je še kaj, na kar velja posebej opozoriti podjetja? Ja, da tudi v tem primeru, ko so enkrat že dobili sredstva, ne bodi si povratna, nepovratna, tle bolj mogoče govorimo o kreditih, je treba vedeti, da če se pogojev ne izpolnjuje, da je potrebno v bistvu potem sredstva vračati z nekimi obrestmi. Tukaj mogoče še bolj to velja za neka nepovratna sredstva, ker je to subvencija, pač se ne vrača in je tukaj zelo veliko nekih zahtev, ki jih je potrebno po sami odobritvi vloge izvesti. In mislim, da se podjetja premalo zavedajo, kaj vse tam noter piše, kaj vse so zavezane, da morajo narediti. Od števila zaposlenih, kar pomeni spet strošek, ne ve se, kakšne bojo gospodarske razmere, podjetja pa se s podpisom te pogodbe zavežejo, da bojo
da bojo to izpolnile, in to zna biti v negotovih gospodarskih razmerah še toliko večji problem. Ja, jaz Res je. tukaj pravim, da se v bistvu samo strinjam res z Vesno, ker ravno ta specifika te fiksnosti razpisov velikokrat potem privede v to, da pride podjetje v težavo, ker so pač enostavno iskali ta znesek, so bili veseli, da so ga dobili, niso se pa zavedali, kaj vse so v bistvu podpisali, pa katere obveznosti Obljubili. Tako, Ja. ja. Res je, veliko podjetnikov se tudi zdaj na nas obrača ravno s temi izzivi, ja, ko so pač zaradi dodeljene pomoči v koronskem času, pa potem vendarle promet ni upadel za toliko, kot bi moral v skladu z to razpisano pomočjo, seveda, in zdaj so nujna vračila, ki čeprav so v več obrokih, menda predstavljajo kar veliko finančno breme vsak mesec, še posebej za manjše podjetnike. Ne. Res je. Ni mogoče kaj narediti, ne? Čeprav razumem, pogodba, dobro bi bilo treba prebrati, verjetno zdaj ni mogoče nič spremeniti. Ne? Ali pač? Ja, po vsej verjetnosti se za nazaj ne da spreminjati, je pa res, da so nekatere agencije oziroma službe državne, finančne pošiljale neke zahteve za vračilo denarja tudi po neki inerciji in niso dejansko bili vsi zavezani k vračilu. Tako da jaz tukaj še po drugi strani opozarjam, da pa vseeno ni treba, da takoj vrat na nos začneš zbirati denar, se kreditiraš drugje, da vrneš ta sredstva, da je le treba mogoče nekam po nasvet. Kam je najbolje? Jaz to je kar stvar že pravnikov, če mene vprašate. Da oni pogledajo, ali je bilo to res, oziroma ne vem, ekonomistov in finančnikov in pravnikov skupaj mogoče. Ja, verjetno je to res ena taka pravno-finančna zadeva, kjer v bistvu po eni strani mi preverjamo, ali so bili ti pogoji formalni izpolnjeni, po drugi strani pa seveda rabimo ob sebi nekoga, ki je finančni strokovnjak, ki nam pa v bistvu tolmači bilance in številke in v bistvu nam pomaga potem iz teh izpisov izluščiti, kaj se je finančno res dogajalo, in potem na podlagi tega mi lahko tudi presodimo pravno, a so bili pogoji izpolnjeni za vračilo denarja ali pa je šlo mogoče za kiks na strani uradnih oseb. Tako. Super, hvala za te izčrpne informacije. Glede na to, da je november pred vrati, z njim pa sicer tudi šele 20. novembra, a vendarle po praznikih bo to hitro minilo, spremembe v evidentiranju delovnega časa, predlagam, da se dotaknemo tega področja, najprej gotovo z pravnega vidika. Ana, zato vas prosim, da osvežite spomin na to, kaj te spremembe prinašajo. Ja, drži, ta sprememba delovnega časa oziroma evidentiranje delovnega časa je dvignila zelo veliko prahu, tako da se tudi v naši pisarni veliko ukvarjamo s tem vprašanjem. Gre pa v osnovi za recimo, da dve bistveni zadevi, ki bi jih zdaj na tej točki izpostavila. Prva, ki je res pomembna, je, da se širi pojem delavca. To pomeni, da je delavec od zdaj naprej tudi vsaka druga oseba, ki opravlja delo na katerikoli drugi pravni podlagi. To je lahko študentski servis, lahko je podjemna pogodba, avtorska pogodba. To se pravi nekdo, ki je vključen v vaš delovni proces, na dnevni bazi dela pod vašim nadzorom, po možnosti z vašimi sredstvi, se šteje po tej spremembi za delavca in tudi zanj je treba beležiti delovni čas na enak način kot za tiste, s katerimi imate sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Tako da tukaj je ena taka prva zanimiva sprememba, ki bo vplivala na to, kako se beleži čas tudi pri, ne vem, študentskem delu, dijaškem delu, praksah in podjemnih pogodbah. Sem noter pašajo tudi tisti, ki v Sloveniji radi uporabljamo izraz so SP-jevci, to se pravi tisti, ki z vami sodelujejo preko SP-ja, ampak delajo predvsem in samo za vaše podjetje. Potem pa druga sprememba je pa sam obseg podatkov, to se pravi, kaj moramo dejansko evidentirati, ko evidentiramo delovni čas.
Poznamo tisti stari obseg, to se pravi količina ur, bolniške in tako naprej. Potem pa v bistvu naš zakon dodaja nove kategorije, to so čas prihoda in odhoda delavca na delo in z dela, izraba in obseg izrabe odmora, ta je predvsem povzročila, se mi zdi, kar nekaj prahu, in potem pa še podatki o opravljenih urah v drugih posebnih pogojih dela. Zdaj, kaj so posebni pogoji dela? Sem noter pa še tako delo na praznik, nočno delo, delo ob sobotah, nadure, skratka vse, kar ni del vašega rednega delovnega časa. Seveda je pa treba beležiti tudi, za kateri pogoj dela gre. Torej, ne smemo imeti samo ene kategorije, posebni pogoji dela in noter dati in nočno delo in praznike in tako naprej, ampak moramo za vsak izmed teh pogojev dela beležiti količino ur za posameznega delavca. Potem se pa še določene spremembe nanašajo na neenakomerno razporejen delovni čas. Tukaj gre za v bistvu poseben institut delovnega prava, kadar naši zaposleni delajo v določenem območju, to se pravi recimo to je ponavadi obseg parih mesecev, ne delajo samo 8 ur na dan, ampak se jim delovnik spreminja, pri čemer pa je delodajalec odgovoren, da je kvota ur enaka 8 ur na dan. To se pravi, delavcu lahko neenakomerno razporedimo delovni čas, en dan bo delal 5 ur, drugi dan jih bo delal 9, ampak povprečje, ki ga pa lovimo v tem našem referenčnem obdobju, pa mora biti 8 ur na dan, če imamo seveda delavca zaposlenega za polni delovni čas. Tako da to bi bile na hitro glavne spremembe delovnega časa. Je pa tukaj veliko vprašanj, kar se tiče elektronskega vodenja delovnega časa, kar pa tudi odpira nove dileme. Mitja, si želel vprašanje? Eno vprašanje vmes gospoda Vojka, zanima ga, ker smo zdaj ravno pri delovnem času, kaj bo s 6-urnim delovnikom, ne vem, če to zapade pod to. In tudi omenjali smo, kaj pomeni biti zaposlen za določen čas preko podjemne pogodbe. V bistvu mogoče pri tem segmentu še to pojasnimo, pa se potem na elektronsko vodenje premaknemo. Ja, najprej, kar se tiče 6-urnega delovnika, tukaj se v bistvu nič ne spremeni. Če imate v pogodbi določeno 6-urno delo, enako beležite delovni čas kot tisti, ki delajo 8 ur na dan, to se pravi polni delovnik, samo da vaš delovnik traja 6 ur. Tako da tukaj nimamo nekih sprememb. Kar se pa tiče vprašanja za pogodbe o zaposlitvi za določen čas preko podjemne pogodbe, tukaj bi pa najprej opozorila, da tega instituta v bistvu ni, je pa to zelo pogosta praksa. To se pravi, pravo loči delovno razmerje, ki ga ureja pogodba o zaposlitvi. Ta je lahko sklenjena za določen ali nedoločen čas, ampak v tem primeru smo vedno zaposlena oseba. Kadar pa delo opravljamo preko podjemne pogodbe, potem pa nismo zaposleni v podjetju, ampak ga opravljamo na podlagi pogodbe o delu. To je podjemna pogodba, ki se ponavadi sklepa za določena dela, ki lahko trajajo dlje časa, ampak je bistvena razlika z delovnim razmerjem, da se podjemna pogodba sklepa, kadar opravljamo neko delo, katerega konec bo nek rezultat. Recimo pogodba o delu oziroma podjemna pogodba je lahko sklenjena z mizarjem, ki nam bo opremil nove poslovne prostore. Medtem ko recimo, če smo mi mizarsko podjetje, bomo nekoga zaposlili in bo opravljal dela za nas in bo to neko kontinuirano delo pod nadzorom in navodili delodajalca. Tako da, če gre pri gospodu za podjemno delo, potem bo moral beležiti delovni čas na enak način kot zaposleni, v primeru, da gre za daljši delovni čas oziroma za daljše trajanje in da uporablja sredstva delodajalca. Je pa to zelo odvisno od dejanske konkretne situacije. Upam, da sem odgovorila na vprašanje, če ne pa kar pod vprašanja v chat. Prej si hotela nekaj povedati o elektronskem. Drži, ja. V bistvu se lahko kar dotakneva še elektronskega vodenja delovnega časa. To je sicer ena izmed opcij, ki vam definitivno lahko olajša samo vodenje delovnega časa, glede na to, da imamo zdaj več kategorij, ki jih je potrebno beležiti. Hkrati pa je tukaj treba opozoriti najprej na finančni aspekt, kjer bi ti mogoče lahko Vesna kaj dodala.
Seveda pa je treba opozoriti tudi na aspekt varstva osebnih podatkov, zato ker varstvo osebnih podatkov zajema tudi obdelavo osebnih podatkov naših zaposlenih, tako da moramo preveriti, ali ta pogodbeni sodelavec, ki mu bomo zaupali elektronsko vodenje delovnega časa, ponavadi je to zunanji ponudnik, dejansko spoštuje zahteve GDPR. Ker v primeru, da te zahteve ne bodo spoštovane, bomo lahko mi kot upravljalci osebnih podatkov plačali globo zaradi neustrezne izbire pogodbenega obdelovalca. Je pa seveda tukaj tudi potrebno vzeti nek finančni aspekt v zakup, tukaj bi pa Vesna mogoče ti lahko priskočila na pomoč. Ja, finančni, mislim, zdaj moramo vedeti, ne, da vsaka taka sprememba zakonodaje oziroma nova zakonodaja ponavadi pripelje tudi neke stroške povezane z uvedbo te spremljave. Jaz si predstavljam, da neka manjša podjetja to lahko uredijo v Excel preglednici, ne? Če rečem bolj po domače, neka večja podjetja pa že rabijo neko elektronsko spremljavo oziroma nekoga, ki bo to za njih izvajal. Zdaj pa se sprašujem tudi, kdo ali potem podjetja potrebujejo še nekoga, ki bo to spremljal, vodil v samem podjetju in sodeloval s tem zunanjim svetovalcem. In še Ana, vprašanje zate, kako veš, ali je ta zunanji upravljalec to dela po zakonu, po določbah GDPR? Ja, to je v bistvu zelo dobro vprašanje, ker je treba preveriti, ali ta naš pogodbeni obdelovalec, to se pravi nekdo, ki nam bo zagotavljal to programsko rešitev za vodenje delovnega časa, spoštuje določila GDPR. Zdaj prvi tak indic, kako lahko preverimo, je, ali ima ustrezno pripravljeno politiko zasebnosti. Politika zasebnosti je v bistvu dokument, ki je javno objavljen, ponavadi je na spletnih straneh, in če v bistvu je politika zasebnosti na njihovi spletni strani, imajo vse potrebne zahteve, tako da politika zasebnosti dejansko daje ustrezne informacije o tem, kaj to podjetje počne z osebnimi podatki, potem je to že dober znak. Drugi znak, ki je recimo precej pomemben, je pogodba o obdelavi osebnih podatkov. Torej, ali vam je to podjetje, ki bo obdelovalo osebne podatke v imenu vašega podjetja, ponudilo v podpis pogodbo o obdelavi osebnih podatkov? Če ja, je to že dober znak, ker se največkrat zavedajo svoje obveznosti in tudi svoje vloge. Seveda je pa tukaj potem potrebno biti tudi previden, da to pogodbo preučimo, pregledamo, preverimo, a so vse sestavine, ki jih zakonodaja od nas zahteva, to je približno 10 postavk, dejansko opredeljene v pogodbi, in seveda, ali je varnost takšna, da ustreza standardom vašega podjetja. Je pa tukaj potem zelo pomembno, da imamo pri nas v našem podjetju urejene interne pravilnike, to se pravi, ali je to pravilnik o delovnem času ali pa kakšen drug interni akt, ki nam v bistvu pomaga, da elektronsko vodenje delovnega časa vpeljemo v naše poslovne procese. Super, odlično. Ana, hvala za te izčrpne informacije. Se opravičujem za vmes nekaj kratkih tehničnih težav, ampak smo nazaj. Predlagam, da se dotaknemo glede na čas še zadnjega področja, in sicer pripravna oddaja letnega poročila za leto 2023. To predvsem Vesni predajam besedo, potem tudi se pojavila. Tako da, Vesna, kaj je nujno vedeti, ko govorimo o pripravi letnih poročil za leto 2023? Ja, to je en proces, ki najboljše, da planirate svoje poslovanje skozi celo leto, da vas na koncu kaj nepredvidenega ne doleti. In sicer iz moje prakse je velikokrat razvidno, da podjetniki, zlasti manjši, tisti, ki nimajo v podjetju neke računovodsko-finančne funkcije, kar pustijo oblikovanje oziroma pač prijavo letnih poročil, tukaj mislim oddajo računovodskih izkazov na AJPES za predhodno leto računovodjem. Kaj se lahko zgodi?
podjetje začuti pač neko potrebo po financiranju nekega projekta, ki si ga je zadal, se obrne na svetovalce, da mu pomagajo pač pri vlogi in dokumentaciji za razpis. Najprej se pogleda bilance, ali podjetje pač zadošča vsem pogojem, merilom za kandidiranje na nekem razpisu. In pogledamo bilance in vidimo, da ima recimo to podjetje 100 evrov izgube. Pri tem, da ima 100.000 evrov prihodkov. Kako se to lahko zgodi? To se pač zgodi tako, da podjetje oziroma podjetnik, direktor, ki je za to zadolžen seveda za finance podjetja, ne spremlja, kaj in kako računovodstva knjižijo. Računovodstva seveda lahko tudi svetujejo, lahko pa tudi samo knjižijo in potem pride do takih nerodnih situacij, ki so čisto nepotrebne. In kaj se tle zgodi? Podjetnik ne more do sredstev, ker ima izgubo prvič, ima lahko zaradi tega tudi negativni kapital, ne vem, ali pa ima 1000 evrov izgube, ali pa 8000 evrov, kar pri 100.000, 200.000 evri prihodkov je res vprašanje, zakaj bi do tega prišlo. Ali pa ima na koncu potem tudi nek minimalen dobiček, predvsem zaradi tega prihaja do tega, da podjetja potem plačujejo čim nižji davek na dobiček. Ampak, če se to zgodi, da imaš izgubo ali prenizek dobiček iz poslovanja, se zapreš vrata pri financiranju, pri komercialnih bankah, kot tudi pri razpisih, ker se ti zniža boniteta, ki je nek pokazatelj sposobnosti podjetja za vračanje dolgov oziroma za financiranje svojega poslovanja. Zato jaz spet tukaj apeliram na podjetnike, bodite aktivni pri v bistvu zaključnemu poročilu, da veste, kakšen boste imeli dobiček iz poslovanja, končni dobiček oziroma izgubo, in da se zavedate posledic, ki jih pač taki letni izkazi prinesejo, zlasti, če ste v nekem investicijskem ciklu. Zaprete si lahko zaradi tega vrata za neko ugodno financiranje za 2 leti. Čim banka vidi, no, banke predvsem so zelo alergične na to, da recimo imate negativen rezultat, je že rdeča lučka, da recimo pomembno je tudi to, da imate plačane vse prispevke in davke, da izkazujete nek relativno dober dobiček iz poslovanja, kar predstavlja vaš prosti denarni tok in vašo sposobnost poravnavanja dolgov, kot sem že rekla. In bodite aktivni pri tem, sodelujte z računovodstvom, angažirajte kakšne svetovalce, da vam povejo, kako bi na nek način oblikovali bilanco, tako ga je. Jaz ne govorim te, da golfujte, ampak dajte izdajati račune, knjižati stroške, pač treba je poslovati tako, kot se zlasti, če ste neka solidno podjetje, si ne dovoliti, da vam take stvari zmanjšajo možnosti financiranja, predvsem, če to potrebujete. Tako da je res to zelo pomemben del. No. Zdaj je skrajen čas, zdaj lahko še kaj naredite. Če pogledate 2 meseca, je samo še do konca leta, zdaj je čas, da to naredite. Kaj z grehi za nazaj, recimo, kaj se še da popraviti, to, kar je bilo storjenega? Zdaj, kaj enkrat bilanca, kaj je bilanca oddana na IPES, to se pravi načeloma do 31.3. Takrat imate še možnost, da popravite, tudi če magar še enkrat oddate bilanca. Mislim, da se to da, da upoštevajo zadnjo oddano, če so kakšni popravki zraven. Ampak bodite aktivni res pri planiranju. Ko je enkrat bilanca oddana, se nazaj ne da nič več popravljati, za naprej ste pa lahko zelo kaznovani, v narekovaju, s tem, da ne pridete do poceni, do bistveno cenejših sredstev, kot bi jih sicer lahko pridobivali. Tako da ne tega delati, tudi plačujte
davke, prispevke na datum, če ne vam lahko pride do ne vem, vas lahko blokira FURS, imate en dan blokado, so že banke, so že takole, ne, grejo že na tačke, po domače rečeno. Tako da, Veliko treba biti tolerance, torej, pozoren, no. predstavljam si, da je predvsem za manjše podjetnike verjetno imeti pozornost na vseh teh področjih težko, kar izziv, seveda je dosti drugih front odprtih, kaj je nesplošno svet. Ja, je tako, ker manjša podjetja, ne, pa še zelo problem je to pri hitro rastočih podjetij, ne, kjer je na začetku neko nižje število zaposlenih, nižji promet, manj poslovanja in kar naenkrat takrat v tem primeru vodi direktor vse, je vodja prodaje, nabave, financ. Ko pa podjetje hitro zraste, je pa nemogoče, da to obvladuje vse en človek. Ponavadi je direktor tisti, ki išče posle, potem pa ta neka finančna funkcija nekako se zanemari in jaz res opozarjam tudi svoje stranke, ki jih imam, da ne bojo pozorni na to, da je tudi tveganje, če imajo one-man band računovodstvo, ker ne dobijo podatkov ta pravi čas, ker je tveganje res preveliko in naj bojo pozorni na to. No. Super, hvala. Zelo smo delali tudi pripravljeno oddajo letnega poročila. Simon, imaš eno vprašanje, sicer vezano na evidenco delovnega časa. Ne vem, ali boste znali odgovoriti, mogoče iz prakse, iz preteklosti, ali lahko po uvedbi novih pravil za evidentiranje delovnega časa pričakujemo tudi takojšnje inšpekcijske nadzore, oziroma kako je s tem in kako se temu izogniti? Ja, verjetno lahko pričakujemo poostrene inšpekcijske nadzore. To je ponavadi praksa, je pa res, da se načeloma naši inšpektorati držijo pravila, da poskušajo najprej opozarjati, izreči kakšne opomine. Ponavadi je stališče inšpektoratov takšno, da če pridejo v podjetje, pa vidijo, da so bili koraki narejeni, da so šli v pravo smer, pa je mogoče zmanjkala kakšna malenkost, dobijo opomin, mogoče opozorilo, medtem ko pa če se pride v podjetje, pa mogoče še skladno s prejšnjo preteklo zakonodajo ni bila urejena, potem pa ponavadi ni milosti, pa je vseeno izrečena globa. Zdaj, kako se pa tej globi izogniti, je pa predvsem, da se vzpostavi ustrezne evidence delovnega časa. Zdaj, če se ne boste lotili elektronskih ponudnikov, potem definitivno priporočam, da si ustvarite neko tabelo, lahko je to Excelova tabela, vsak zaposleni naj ima svojo in v bistvu lahko zaposleni neposredno dostopajo do teh tabel, lahko pa tudi zaposleni poročajo recimo vaši vodji kadrovske o urah, ki so jih oddelali in v bistvu vseh ostalih postavkah. Je pa res smiselno, da se tega lotite čim prej. 20. november je blizu in v bistvu je vseeno kar nekaj sprememb, ki jih je treba uvesti v poslovni proces in verjetno tudi naučiti zaposlene, kako se bo zdaj ta nova evidenca vodila, pa tudi nekaj časa ponavadi rabimo, da ta nova pravila ponotranjimo in sprejmemo. Tako da definitivno mogoče pozivamo vse podjetnike, da se čim prej lotijo tega vprašanja. Super. Preverjam. Še vprašanje. Če je še kakšno vprašanje, na kateri od platform preverjamo za finiš, sicer verjamem, mislim, da smo odgovorili na vsa vprašanja, ki so se porajala, sicer verjamem, da smo bili tudi zelo izčrpni. In seveda sta tako Ana preko svojega podjetja Consilium, kot Vesna preko svojega podjetja RVC na voljo tudi kasneje za vprašanja, dileme, ki bi jih morebiti imeli tako z pravnega, kadrovskega in finančnega vidika. Dami, če sta v bistvu izluščili vse, kar ste si zadali za danes, potem se vam prijazno zahvaljujem. Če je še kakšno končno sporočilo za naše gledalce, pa seveda z veseljem še predajam besedo. Ja, mogoče z moje strani res en tak kratek povzetek, da je
kakršnakoli pravna sprememba, pravno vprašanje se vam poraja, je v bistvu ključno, da vi razumete, kaj se dogaja. In v bistvu to razumevanje, kaj je ta sprememba, kaj je zadaj za njo, kakšna je logika. Ko boste enkrat to razumeli, boste tudi znali oceniti tveganje, ki ga to prinaša za vaše podjetje in potem tudi sprejeti eno tako razumsko odločitev. Tako da to bi bilo to z moje strani. Hvala. Ja, jaz bi pa Super. predlagala podjetnikom, da res si postavljajo cilje za svoje poslovanje in tudi pot, kako bojo tja prišli. Bo potem veliko lažje. In nenehno je treba biti na preži in imeti stvari pod kontrolo, kot smo slišali. Tako da hvala vama, obema, seveda za te res izčrpne informacije. Hvala gledalcem. Posnetek bo, kot rečeno, na voljo na vseh platformah, tako da se veselimo še nadaljnjih interakcij. Hvala za danes in lep pozdrav, lep dan še naprej. Svidenje, hvala. Srečno.